Večini moških se zdi ideja o zaklepanju penisa in preprečevanju erekcije in orgazma čudna in neprijetna, spet drugim pa se zdi to vznemirljivo. Že veš, o čem bomo danes govorili? O kletkah za penis, kaj so in kako jih uporabiti. Na prvi pogled je to, kar pove že ime. Kletka, v katero vstaviš penis. Uporablja se v BDSM igrah, o njih smo govorili več v enem izmed prejšnjih videov. Kletka je namenjena popolnemu nadzoru tistega, ki jo nosi, in fizično preprečuje spolni odnos oziroma masturbacijo. Pravzaprav ima enako nalogo kot deviški pas za ženske v 17. stoletju. Od ostalih igrač pa se razlikuje predvsem po tem, da jo lahko nosiš nekaj ur, dni, celo nekaj tednov. Kletke so na voljo v različnih oblikah in materialih, vsem pa je skupno to, da preprečujejo erekcijo in fizičen stik. Večina teh kletk ima spredaj odprtino za uriniranje, kar pomeni, da kletke res ni treba sneti kar nekaj časa. Preprečevanje in zadrževanje orgazma je erotična fantazija veliko moških, dodatno vznemirjenje pa doda misel, da je le-ta popolnoma odvisen od partnerice oziroma partnerja. Kako jo torej uporabiti? Če želiš kletko preizkusiti in si to želi tudi partnerica oziroma partner, se najprej pogovorita, nato pa samo izberita pravo kletko. Ker so različnih velikosti, je obvezno to, da pred nakupom izmeriš dolžino in obseg penisa. Kot pri vseh BDSM igricah pa morate tudi pri tej določiti nekaj pravil. Prva je ta, koliko časa boš kletko nosil, kaj moraš storiti, da si zaslužiš orgazem, in pa seveda varno besedo, ki jo lahko uporabiš takrat, ko želiš kletko nemudoma odstraniti. Torej, penis, preden ga vstaviš v kletko, ne sme biti v stanju erekcije. Penis vstaviš, moda pa, kot vidiš, ostanejo zunaj. Nato pa kletko zakleneš s ključavnico, ki je v večini primerov že priložena v paketu. Torej, kletko lahko uporabljata za draženje ali kaznovanje, to je popolnoma vajina stvar. Če pa za trenutek pozabimo na fantazije in misel na to, kako vznemirljivo ti je, da si popolnoma podrejen nekomu drugemu in da je tvoj užitek v rokah neke druge osebe, pa vseeno ne smemo pozabiti na varnost. Zato ključa nikoli ne zavrži. Zavržeš lahko rezervni ključ, vendar imej enega vedno ob sebi. Tudi če ga ne boš nikoli uporabil, varnost je na prvem mestu. Priporočljivo je, da kletko snameš vsaj enkrat na teden. Zapomni si, da imaš kletko na sebi medtem, ko uriniraš, in zato je zelo, zelo pomembno, da primerno skrbiš za higieno in se izogneš morebitnim infekcijam. Torej, enkrat na teden kletko snemi, se dobro umij, nato pa jo nadeni nazaj. Za začetnike je priporočljivo tudi, da kletko snamejo na nekaj dni in preverijo, če se mogoče pojavlja oteklina ali pa rdečica. Če se pojavi karkoli od tega, kletke ne daje nazaj, dokler ta ne izgine. Oteklina ali pa rdečica se lahko pojavita tudi, če je kletka premajhna, v tem primeru jo je potrebno zamenjati znova. Tako, upam, da ti je bil video zanimiv in poučen. Če ti je bil, se naroči, da ne zamudiš naslednjega. Čau!